Kakšna je plat zgodbe Carmela Anthonyja? Tožilstvo je zaključilo svoj primer v sojenju za umor atletske športnice, ki je na atletskem mitingu zabodla drugo športnico do smrti. Vprašanje je, ali je šlo za umor ali samoobrambo. Smo ena redkih medijskih hiš v sodni dvorani, ki vam v realnem času posreduje vse podrobnosti dogajanja. Povedal vam bom tudi, zakaj je pričanje priče povzročilo, da je družina žrtve, Austin Metcalf, danes zapustila dvorano. Smo na primeru, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Krištof Štefan. Danes je obramba končno začela predstavljati svojo plat zgodbe v enem najbolj spremljenih sodnih procesov zaradi umora v državi. Ker je prihodnost Carmela Anthonyja na kocki, njegovi odvetniki zdaj poskušajo preoblikovati zgodbo. Porotniki so dneve poslušali. Predstavljeno je bilo različico dogodkov, ki bi lahko odločila, ali bo odšel na prostost, ali pa bo ta najstnik preživel leta, če ne celo preostanek življenja, za zapahi. A vendar nad obrambo visi vprašanje, ki je to sojenje preganjalo že od samega začetka. Zakaj je imel Carmelo Anthony tisti dan na srednješolskem atletskem tekmovanju nož? Po dneh pričanja tožilskih prič je obramba kot prvo pričo poklicala Anthonyjevega trenerja atletike. In od trenutka, ko je stopil na pričo, so porotniki slišali drugačno zgodbo o tem, kaj se je zgodilo v trenutkih pred smrtonosnim spopadom. V redu, preden se poglobimo v zgodbo Carmela Anthonyja, se želim danes znova povezati s Codyjem Thomasom z Court TV, ki je v sodni dvorani. Cody, pogovoriva se o tem, kako je tožilstvo zaključilo svoj primer. Danes so poklicali pričo, ki je nekakšna povezava med Carmelom Anthonyjem in Austinom Metcalfom. Bil je soigralec z Austinom Metcalfom in je do neke mere poznal Carmela Anthonyja. Ime mu je Eddie. Zakaj je bilo njegovo pričanje pomembno? Torej, slišali smo ime tega Eddija, Chris, skozi celotno pričanje vseh študentskih prič, ki so pričale, on je skupni imenovalec. Veliko ljudi je reklo, da je Carmelo poznal Eddija. Prišel je in pozdravil Eddija, mu dal roko. Eddie je bil prijatelj iz otroštva, Carmelove, zdaj že bivše punce. To je ta povezava. Na podlagi vseh pričanj, ki so jih študenti podali med predstavitvijo primera tožilstva, so vsi govorili, da sta Eddie in Carmelo delovala, kot da se poznata. Bila je očitna povezava. In o tem je obramba govorila v svojih uvodnih izjavah. Seveda, nekateri pod šotorom so rekli, da niso vedeli, kdo je Carmelo, ampak so pogledali tja. Sedel je poleg Eddija. Vse se je vrtelo okoli tega tipa po imenu Eddie. Prav. Tako sem razmišljal, ko sem sedel tam zadnjih nekaj dni, da bo Eddie obrambna priča. Ker če je dober prijatelj s Carmelom, potem bi seveda, veste, zagovarjal svojega prijatelja, bi rekel. Ampak ena stvar, o kateri sem razmišljal, predno so ga poklicali, je bila: če je poznal Carmela, zakaj ne bi vstal in vsem povedal? Veste, ko se je začel ves tisti hrup, hej, to je moj prijatelj, on je tukaj z mano, veste, bla, bla, bla. Vse je v redu, ampak tega nikoli nisem slišal iz pričanj nobenega od študentov. Kakorkoli, Eddie danes začne pričati. Gredo skozi njegovo pričanje. Priča približno 5 do 10 minut. In potem Eddie skoraj da reče, da je vedel, kdo je Carmelo. Bila sta v redu, ampak je izrecno rekel, ne bi rekel, da so bila prijatelja. Bil je pač nekdo, ki ga je poznal. V redu, super. Zdaj gremo naprej na navzkrižno zaslišanje strani obrambe. In to se mi zdi, je bila mala zmaga za obrambo. Pokazali so celo vrsto slik Eddija in Carmela na različnih skupinskih srečanjih, celo pri Eddiju doma. Bile so zabave za 50. rojstni dan za mamo Carmelove bivše punce. Spomnite se, Eddie in punca, to dekle po imenu Valerija, sta se poznala. In Carmelo je bil, recimo, tretja oseba, bi lahko rekli. Torej, ko so imeli te družinske dogodke, je bil Carmelo seveda tam. V redu, pokazali so nekaj skupinskih fotografij, da bi to prikazali. In potem je tu še ena zmaga obrambe zame danes. Pokazali so fotografije Carmela in Eddija skupaj. Veste, kako se kot najstnika zabavata. Eden igra kitaro, drugi dela smešne grimase pred kamero. Tako Eddie pride tja na neposredno zaslišanje in reče: ja, poznam ga, ampak veste, ne bi rekel, da je prijatelj. Ampak potem obramba ugovarja in reče: hej, če nista prijatelja, zakaj imata toliko skupnih slik? Ampak bistvo Eddijeve današnje izjave, Chris, je bilo, da je postal res čustven, ko je govoril o Austinovi smrti. Rekel je, da mu je bil Austin kot brat. To je povedal na pričevanju. In ko je opisoval vse, kar je tisti dan videl, ko se je vrnil in videl, da ima Austin luknjo v prsih, ga je takoj stisnilo v grlu in je začel takoj jokati. Moral je priti tja in mu dati robček. In danes so bili v galeriji tudi nekateri novi ljudje. Chris, bilo je 5 mladih fantov, verjetno nekdanjih soigralcev, nekdanjih sošolcev Austina Metcalfa, in ko so to opisovali, so 3 od teh 5 fantov tudi sami začeli jokati. In to so veliki fantje kot nogometaši in tudi oni so jokali, kar kaže na čustveno težo, ki jo to še vedno nosi.
In veš, Karmelo sedi tam in vse to sprejema. Gledam ga za njegovo mizo, z njegovo obrambo, medtem ko poteka to pričanje. Še vedno sedi tam stoičen. Ne vem, kaj mu gre po glavi. Prepričan sem, da se zaveda resnosti tega, kar se dogaja, vendar je danes njegova obramba na vrsti, saj je tožilstvo zaključilo. Njegova obramba je do zdaj poklicala 3 priče, vključno z 2 študentoma. Eden od njih je tudi Karmelojev prijatelj. Ja, in tako tožilstvo kot obramba sta veliko časa porabila za ugotavljanje, zakaj je bil Carmelo Anthony pod tem šotorom. Ker je iz vidika države poudarjeno to kulturo šotorov v atletiki, kjer velja, da ne greš pod šotor druge šole. Ampak potem, ko se pojavi ta lik Eddie, obramba res poskuša pokazati, da je bil Carmelo morda povabljen pod šotor. Zato je bil tam. Sprašujem se, koliko sploh kaj od tega šteje. Ker razmišljam tako, če si porotnik, kdaj vstopiš v tisti mehurček informacij, ki so pomembne, v tisti trenutek interakcije, ko govorimo o tem, da se stvari stopnjujejo do točke, kjer je Austin Metcalf, morda je to močan potisk, morda je blag potisk. To se zgodi. In potem Carmelo Anthony odgovori z ubodno rano, ki na koncu vzame življenje Austinu Metcalfu. In to nekako pripelje do priče, ki je prišla, ene zadnjih prič tožilstva danes, sodnega izvedenca, ki je opravil obdukcijo Austina Metcalfa. In preden se pogovorimo o tem delu, vem, da si sedel nekje blizu družine Austina Metcalfa. In vem, da so bili predvajani posnetki s telesnih kamer, bili so tudi klici na 911. Mislim, to je res teža vsega, kar doživljajo. Težko si je to sploh predstavljati. Kaj si opazil, preden so poklicali to pričo? Torej, veš, pričanja študentov so se zaključila in potem je sledila nekakšna napoved. Vsi mediji, kot si omenil, smo sedeli za družino Austina Metcalfa. Vseh 9 članov medijev je bilo za njimi. Tako da, preden pride ta medicinska izvedenka, je bilo napovedano, da bo ona naslednja priča, na kar se tožilstvo obrne. Če ne želite videti ali slišati o teh stvareh, vam svetujem, da zapustite sodno dvorano, ker bomo zdaj začeli govoriti o poškodbah in jih opisovati. In sedel sem tam in mislil, da bomo videli poškodbe, pa jih nismo. Porota je lahko videla 4 slike tega, mi v galeriji pa teh stvari nismo videli, so pa to podrobno opisovali. Kakorkoli, tožilstvo napove prihod medicinske izvedenke. Če tega ne želite slišati, pojdite ven. Mama Austina Metcalfa takoj vstane in odide skupaj z nekaterimi drugimi družinskimi člani in nekaterimi ljudmi iz njihove skupine. Njegov oče, Jeff Metcalf, sprva ni hotel oditi. Pokimal je z glavo, sedel sem tik za njim. Rekel je, da noče oditi. In potem tožilec nekoliko naredi grimaso in reče: svetujem vam, da odidete. Veste, slišal sem, da je bilo nekako zašepetano. Ni bilo, veste, kot kakšna uradna napoved. Bilo je bolj neposredno namenjeno njemu, na kar je Jeff Metcalf končno vstal in odšel. In veste, slišali smo za to dvopalčno zevajočo rano. Opisala je zevajočo rano in razložila razliko med zevajočo rano in rano, ki nastane pri ubodih v obliki reže. In kjer je zevajoča rana bolj, kot da je razprta kot file, veste, nočem biti nespoštljiv, ampak tako je ona to opisala na pričanju. In da je bila to rana globoka 5 cm, ki je zadela hrustanec prsnice Austina Metcalfa in dejansko predrla enega od prekatov v njegovem srcu. Torej je bil dobesedno zabodno srce, kar je verjetno tudi razlog, zakaj oživljanje in reševanje nista delovala. Ker ne glede na to, koliko je srce črpalo, je kri uhajala, veste, iz samega izvora. Tako da je to res pokazano resno strane. In porota je spet videla 4 slike. 2 od teh slik sta prikazovali Austina Metcalfa na mizi z obdukcijo, 2 pa srce, odstranjeno iz telesa. To je opisoval izvedenec sodne medicine. To so objedali. Seveda si predstavljam, da družina tega ni želela slišati. Tako sta mama, oče in še nekaj drugih ljudi. Ne vem, kdo so bili. Morda tete in strici, morda pa le družinski prijatelji in podporniki družine Metcalf. Vsi so vstali in odšli. Bilo jih je približno 7 ali 8. Ja, tudi jaz se sprašujem. Mislim, vem od reševalcev, ki so bili tam, od ljudi, ki so se pogovarjali s Carmelom Anthonyjem, takoj po vsem tem, da se je zdelo, kot da ni mislil, da bo to, kar se je zgodilo, pripeljalo do smrti Austina Metcalfa. Ampak potem slišiš, mislim, izvedenec sodne medicine je naravnost rekel nekaj v smislu, da ni bilo nobene možnosti, da bi preživel. Veš, tudi če bi bil na operacijski mizi, ga kirurg morda ne bi mogel rešiti. Rana je bila tako huda. Bilo je res tako hudo in to so bile njene točne besede. In potem ena beseda, ki mi je ostala v spominu, Krištof, ki jo je izrekla, veš, začela je opisovati 5 načinov smrti in to je uvrstila kot homicid. In ko je poroti razložila, kaj je homicid, je rekla, da gre za namerno povzročitev smrti strani drugega človeka. Ampak ključna beseda pri tem zame je bila, Krištof, in mislim, da se bo tožilstvo na to bolj osredotočilo, je bila beseda namerno. Veš, ni bilo naključno, ni bilo to ali ono. Rekla je, da gre za namerno povzročitev škode, ki povzroči smrt strani drugega človeka. Zato sem mislil, da je to močna izjava, ki jo je povedala na pričanju.
In res se vprašaš, takšna izjava, samo ta ena vrstica. In vem tudi od nekaterih teh študentov, ki so kot priče zelo neposredno povedali, da ne verjamejo, da je to bila samo obramba. V trenutku bomo govorili o obrambni strani in nekako iz perspektive Carmela Anthonyja, kaj poskušajo povedati. Ampak res se vprašaš, v zadnjih nekaj dneh je toliko ljudi to tako neposredno povedalo poroti, kakšen vpliv bo to imelo. Zdaj je tožilstvo zaključilo. Preden pridemo do obrambe, vem, da je obramba takoj po zaključku tožilstva podala kratek predlog. Zakaj je šlo? Ja, obramba je tako vložila zahtevo za oprostilno sodbo. In po domače to pomeni, da obramba sodniku reče: glejte, mislim, da tožilstvo ni dokazalo svoje trditve preko razumnega dvoma. In če bi bila ta zahteva odobrena, bi sodnik rekel: veste kaj, imate prav. In bi v bistvu odločil v prid obtoženemu, kar bi pomenilo oprostilno sodbo in obtoženi bi bil izpuščen na prostost. Ampak zahteva je bila skoraj takoj zavrnjena. Tožilec je povedal nekaj besed, morda 10 sekund, nato pa je sodnik pogledal obrambo, gospod Mike Howard, in rekel: ja, vaša zahteva je zavrnjena. Torej so poskusili z usmerjeno sodbo, preden so začeli s svojim primerom. Nato smo imeli odmor in se vrnili, da bi obramba dejansko začela svoj primer. Zdaj, ko gre za primer obrambe, je bila prva priča, ki so jo poklicali, trener Carmela Anthonyja. In tako smo slišali trenerja Austina Metcalfa na strani tožilstva. Kaj je povedal? Govoril je o tem, da so začeli s tem, da so tega obtoženca prikazali kot človeka, ker ne smemo pozabiti, da imamo tukaj žrtev, ampak tudi svoboda tega fanta je na kocki. Trdi, da je šlo za samo obrambo in pravi, da ga je bilo strah za svoje življenje, kar bi bilo upravičeno, če je res tako. Ta trener potem stopi pred sodnika in govori o tem, kako je Carmelo bil športnik, ki je igral ameriški nogomet. Ekipa. In predstavili so dokaz, ki ga imenujejo kapitanove nagrade na njegovi šoli, kjer je viden Carmelo ime ugravirano kot kapitan v letu 2024 med njegovo jesensko maturansko sezono. In podarili so tudi, da o tem glasujejo dijaki, s čimer so želeli pokazati, da je Carmelo Anthony spoštovan fant. Je nekakšen vodja. Svojim sošolcem in soigralcem deluje kot vodja. O tem so nekaj časa govorili. Nato pa so prešli na temo, ki smo jo že slišali, kulturo šotorjenja. To je bilo tisto, o čemer je bilo veliko govora. Ta fraza je krožila po sodni dvorani, kjer so govorili, da je vsak šotor kot garderoba za vsako ekipo. Zato ljudje ne bi smeli viseti pod šotori. No, ta trener je rekel: razumem to, ampak hkrati je to, mislim, prepuščeno presoji vsakega trenerja. Medtem ko smo imeli trenerja iz srednje šole Memorial, ki je bil prvi oziroma drugi priča tožilstva, ki je govoril o tem, kako strog je in kako dosledno uveljavlja svoja pravila. In več študentskih prič je govorilo o tem, kako je bil trener Robert Starr, to je trener srednje šole Memorial, strog. To je v sodni dvorani povzročilo nekaj smeha, ko so govorili o tem, kako strog je bil. Ampak ta trener danes je povedal, da so bili trenutki, ko so športniki iz druge šole prišli pod njegov šotor, ko je bil tam, in ga vprašali, ali lahko ostanejo tam. Jaz sem rekel: ja, sprostili se bomo in si ogledali tek na 200 metrov. Toda na kar se je tožilstvo osredotočilo med navzkrižnim zaslišanjem, je bilo to, da je poudaril, da ste bili tam kot trener, kot nadzorni posameznik. V nasprotju s tem, da bi najstniki prosto tekali naokoli, saj je ta trener tudi poudaril, da želijo imeti trenerja v šotorih ves čas, samo zato, da pazi na najstnike. Ne, veste, ne zaradi zločinov. Imaš fante, imaš dekleta, veliko hormonov je v igri. Želiš, da je vse pod nadzorom, ko imaš opravka s skupom najstnikov? Torej, začelo se je s pozitivnostjo za Carmela, kar je seveda podpirala njegova stran. Ko pa je prišlo do navzkrižnega zaslišanja, se je zdelo, da je tožilstvo pripravljeno na vse, kar ima ta trener zapovedati, in je poskušano izpodbijati vse, kar je bilo rečeno. Ja, in zdi se mi, da se vsak dan znova vračamo k enemu vprašanju, ko govorimo o tem. In sicer, zakaj ima Carmelo Anthony nož na atletskem mitingu? In zdi se mi, da do te točke tega še nismo izvedeli. Bomo pa še videli. Mislim, da šele začenjajo predstavljati svoj primer. Ampak tudi pri nekaterih navzkrižnih zaslišanjih se zdi, da tožilstvo še naprej vztrajno sprašuje o tem, ko postavlja vprašanja trenerju ali soigralcu Carmela Anthonyja glede tega, zakaj je imel ta nož na atletskem mitingu. Ja, Kristof, ker je to vprašanje, to je največje vprašanje in nanj še ni bilo odgovorjeno. In veš, tudi s 3 pričami danes. Druga priča je bila dijakinja in zelo dobra prijateljica Carmela. In veš, začelo se je. Mislil sem, da ima obramba dober zagon. Bil sem kot: v redu, obramba se zdaj vrača. Ta dijak je govoril o tem, kako na različnih atletskih mitingih gredo pod šotore. On ves čas sedi pod šotori. Dejansko je povedal, da je sedel pod spominskim šotorom več minut s Carmelom, ker sta imela skupnega prijatelja, ki je bil v atletski ekipi. Tako sem si rekel, tukaj je nekaj nasprotovanja. Tukaj je, veste, nekaj jasnosti glede teh navad pri šotorih. Vse gre dobro z obrambo, potem pa se tožilstvo vrne in postavi 4 ali 5 vprašanj. Eno od teh vprašanj je bilo: ali pričakujete, da bo na atletskem mitingu nož? Ne, gospod. Ali bi se moral bati atletskega mitinga? Ne, gospod.
Ste pričakovali, da se bo kaj takega zgodilo? Ne, gospod. Veste, vsa ta različna vprašanja so se nanašala na situacijo z nožem, kar se povprečnemu človeku zdi zdrava pamet. Da ne smeš imeti orožja na šolskem območju, ne glede na to, ali je zakonito ali ne, samo imeti orožje. Ljudje lahko zakonito nosijo pištole, ampak jih ne smeš imeti v šoli. Veste, kaj mislim? Torej, to je bila smer, v katero je šlo tožilstvo vsakič, ko je obramba poskušala začeti s svojim primerom. Tožilstvo je postavilo tista 4 vprašanja, na katera so odgovori šli v prid tožilstvu in ne obrambi. In tudi sam se sprašujem, ker vem, če se vrnem k enemu od državnih prič, ki je danes omenil, da je imel občutek, da je Austin poskušal ustrahovati Carmela Anthonyja. Tako da na koncu pride do točke, ko je iz nekega razloga v tem šatoru člani atletske ekipe Austina Metcalfa, Austin Metcalf, njegov brat dvojček, kot da preprosto nočejo, da bi bil Carmelo Anthony tam. In potem pride do nekega prepira, kjer si izmenjujejo besede. Morda so bile izrečene tudi kletvice. Vem, da je eden od učencev omenil nekaj zbadanja povezanega s nogometom, kar je morda še dodatno zaostrilo situacijo. Ampak še vedno ostaja vprašanje, ali je bil Carmelo Anthony res v takem položaju, da se je moral braniti do te mere, da je iz nahrbtnika potegnil nož in zabodel Austina Metcalfa v prsi. In zdi se, kot da vedno znova pridemo do te točke in nekako čakaš, da slišiš še drugo plat zgodbe. Točno to vsi tukaj čakajo. Tudi jaz to čakam, Kris. Rad bi slišal drugo plat zgodbe, ker je do zdaj vse, kar smo slišali od vseh študentov, vseh očividcev, ki so bili tam na prizorišču, ne govorimo o trenerjih, ki so bili morda razpršeni po stadionu. Govorimo o študentih, ki so bili le nekaj metrov stran pod istim šatorom, prav vsak od njih. Naj še to omenim, Kris. Vem, da je rasni vidik tega zelo pomemben. Več je bilo temnopoltih in latinskoameriških študentov. Verjetno je bila večina teh študentov temnopoltih ali latinskoameriških, ki so pričali o teh različnih stvareh, govorili o svoji naklonjenosti do družine Metcalf in podobno. Ampak vsi ti študenti pravijo, da sploh niso pričakovali, da se bo kaj zgodilo. Mislili so, da gre samo za nekaj zbadanja, nekaj fantov, ki si pač izmenjujejo besede. In vse, kar ste videli prej, veste, je morda vključevalo nekaj kletvic. Nekateri pravijo, da se kletvic ne spomnijo, nekateri pravijo, da so jih slišali. Ampak nihče od njih ni rekel, da bi imel občutek, da se bo kaj takega zgodilo. Eden izmed njih je celo rekel, da je mislil, da ko jih je Austin odrinil, bi morda sledil povratni odriv in to bi bilo to. Ampak prav vsak je rekel, da se je vse zgodilo tako hitro. In potem sploh niso dojeli, kaj se je zgodilo, dokler Austin ni dvignil majice in so videli luknje v njegovih prsih. Tako da, kar si omenil, Kris, čakam, da slišimo obrambo, ali bo morda Carmelo Anthony stopil v prostor za priče in pričal o svojih strahovih, kar bi res rad slišal. Veš, rad bi slišal obe strani, tako dobimo pošteno sojenje. Ampak trenutno, do zdaj, nismo res slišali ničesar, kar bi pomenilo samoobrambo z smrtonosno silo. Pravzaprav je danes eden od študentov rekel, veš, vprašanje, ki ga je tožilstvo postavljalo proti koncu, ali menite, da je šlo za samoobrambo? Več mnogi študenti preprosto rečejo, ne, gospod, eden je rekel, ne, to je bila smrtonosna sila proti nesmrtonosni sili, kar je opravičena pripomba. Ja, in spet, to so nekako stvari, če si porotnik in to slišiš, veš, kako bi to izpodbijal z vidika obrambe. In razmišljam, ali bo Carmelo Anthony pričal. In morda smo še precej daleč od tega, ali bo to sploh mogoče. Ampak mislim, da je vsak posamezen priča do zdaj, ki je bil tam in to videl, ker je bil pod šatorom nasprotne ekipe, v bistvu prijatelj Austina Metcalfa, ki pričajo. Tako da je to zagotovo slabost, če sem iskren, za Carmela Anthonyja in njegovo predstavitev zgodbe. In morda je edini, ki lahko predstavi svojo plat zgodbe, ko gre za obrambo. Preden pridemo do zadnje priče današnjega dne, za katero mislim, da je imela zanimivo perspektivo na stvari. Kaj si danes opazil pri poroti? Ker vem, da sta bila včeraj in dan prej res čustvena trenutka. Videlo se je, da je porota postajala čustvena. Ja, danes niso bili tako čustveni, Krištof. Bili so bolj osredotočeni kot karkoli drugega, še posebej v trenutkih, ko so videli tiste fotografije obdukcije. In veš, srce Austina Metcalfa dobesedno zunaj njegovega telesa. Iskal sem nekakšno močno reakcijo, ampak vsi so se zdeli, veš, kot da samo sedijo tam, gledajo, prikimavajo, premikajo se sem in tja, hodijo gor in dol, veš, po porotni klopi, jim kažejo te fotografije, razlagajo, kaj vidijo in veš, grejo v vse te medicinske izraze in vse, kar sem prepričan, da so nekateri verjetno razumeli, večina pa verjetno predvsem dojema to, kar vidi. Ampak danes so bili zelo zbrani, res so poslušali, kaj se govori na sodišču. Včasih sem videl, da so njihove oči zašle proti mizi tožilstva. Njihove oči so zašle na drugo stran, proti Carmelu Anthonyju. Morda so opazovali, kako bo reagiral na te stvari, ampak danes od porote ni bilo nobene resnično čustvene reakcije. No in vem, mislim, družina Austina Metcalfa, kot sva že govorila, njegov oče si včasih da glavo v roke in razumeš, zakaj je toliko čustev. Pri podpornikih Carmela Anthonyja ne vem, kateri družinski člani so tam za njim v sodni dvorani. Kakšna so njihova čustva, medtem ko se vse to dogaja?
To je čisti stoicizem, Krištof. Ni sos. Tam sem videl nekaj moški z rokami okoli, domnevam svojih žena ali punc ali morda celo hčera. Tam je skupina njih, morda 15 do 20 ljudi na strani Karmela, približno enako število tukaj na strani Austina Metcalfa, vendar sedijo tam, brez pravih sos. Nihče si v resnici ne briše sos, ampak res samo poslušajo in vse sprejemajo. Edina beseda, ki jo lahko uporabim, je stoičnost. Zdaj, ko gre za to zadnjo pričo, njegovega imena ne bomo povedali, ker je star 17 let. Je dijak srednje šole Memorial, kar je srednja šola Austina Metcalfa. In če samo preberem današnje zapiske, ko ga je zaslišala obramba in bil je priča obrambe, torej, to je nekdo, ki je poznal Austina Metcalfa. Bil je v ekipi in obramba ga je poklicala za pričo. Imel je, zdi se mi, nekoliko drugačen pogled na to, kaj se je zgodilo v primerjavi z nekaterimi drugimi dijaki te srednje šole, ki so pričali. Ja, Krištof, in zanimivo je bilo, preden je stopil na pričo, ali pravzaprav, ko je stopil na pričo, je odvetnik obrambe rekel, da se prej nista pogovarjala. Rekel je, ja, gospod, prej se nisva pogovarjala. To je bilo samo 2 minuti zdaj na hodniku. Zdaj se mi je zanimivo, ker če poskušaš več pridobiti prednost ali imeti boljši položaj, zakaj bi imel pričo, s katero nisi opravil priprave na pričanje? Ampak kakorkoli, začeli so se pogovarjati. Gredo skozi dogodke. Trajalo je približno 20 do 30 minut, da so šli skozi vse, kar je vodilo do dogodkov in kaj je ta fant videl. In to smo danes prvič slišali. Rekel je, veš, Karmelo, veš, vsa ta stvar z roko v vrečki in dotakni se me in boš videl, kaj se zgodi. Rekel je, da je Austin Metcalf potrkal Karmela po rami kot za nadlegovanje, kot ja, dotakni se me in boš videl, kaj se zgodi. In potem je rekel nekaj, česar še nismo slišali. Rekel je, da je Karmelo rekel, v redu, udagme in boš videl, kaj se zgodi. Ali boksni me in boš videl, kaj se zgodi. Česar do zdaj še nismo slišali od nobenega učenca. Zato se sprašujem, zakaj je bilo to povedano šele zdaj. Imeli smo več kot 10 prič iz vrst učencev in to je bilo omenjeno šele zdaj pri tej priči. In potem, ko je pričal, se ni strinjal z nekaterimi stvarmi, ki jih je zagovornik navajal, saj je očitno postavljal vprašanja, ki naj bi ustrezala obrambni zgodbi o samoobrambi. In ena izmed njihovih zgodb, ki jih poskušajo predstaviti, je ta, da so bili ti fantje Metcalf veliki fantje, visoki, okoli 185–188 cm igralci na položaju linebackerja, težki, več kot 90 kg. In spet so začeli govoriti o primerjavi velikosti, začeli so se spulčati v to temo. Govorili so o Austinu. Austin je bil po besedah sodnega izvedenca visok 185 cm in tehtal 99 kg. In njegov brat Hunter, obramba pravi, da je bil Hunter podobne postave. Peš, poskušajo jo prikazati kot velike nasilneže in podobno. To je zgodba, ki jo želijo predstaviti. In ko odvetnik obrambe to sprašuje, vidim Jeffa Metcalfa, očeta, ki samo zmajuje z glavo. Zmajuje z glavo, kot da bi hotel reči, da ti fantje niso enake postave. In nadenčna prič je rekel, ne bi rekel tako. Pravzaprav je rekel, da je Austin bistveno večji od Hunterja, kar je zelo zanimivo. Ker mislim, veš, greš po tej zgodbi, potem pa imaš pričo na klopi, ki naj bi podpirala tvojo zgodbo, pa zdanika stvari, ki jih govoriš. Ne vem, kako to zgleda pred poroto. Predstavljam si, da je to nekako škodljivo. Morda ne izjemno škodljivo, ampak zagotovo ne more biti pozitivno. Ja, in videl sem, da je to ena od pomp, ki si zapisal nekaj v smislu, da imaš Hunterja, ki je očitno, in to je še preden se incident zgodi, Hunter očitno govori s Carmelom Anthonyjem. Austinov ton je bil zmeren in mislim, da se ta študent nekako ne spomni, da bi to rekel detektivu, ampak se je takrat spomnil nečesa v smislu, da je Austin rekel nekaj kot raje se premakni, preden ti premlatim tisto, česar tukaj ne smemo izreči, kar je pač drugače. To je drugače od tega, kar smo slišali od nekaterih drugih študentov, glede na situacijo, v kateri je bil Carmelo, je to zagotovo drugače od tega, kar smo slišali od nekaterih državnih prič, ki so pričale prej v tednu. Ja, in veste, to je zmaga za obrambo, če bo porota to upoštevala. Ker to kaže, da je bil Austin Metcalf tukaj prav tako napadalec. Ker do zdaj, veste, skozi vse priče tožilstva so vsi v soglasju, da je bil Carmelo tisti napadalec. Carmelo je bil pobudnik, morda je to boljša beseda, medtem ko je bil Austin preprosto frustriran. Ampak zdaj slišimo, da je morda Austin vračal Carmelu z nekaj kletvicami. Morda sta drug drugega izzivala, veste, namesto da bi bila to enostranska zadeva. Ne glede na to, ali je bil Carmelo naključno tam pod šotorom ali ne, mislim, še vedno govorimo o izzivanju med tema dvema mladima moškima in to je tukaj pomembno. Kakšna so dejstva in resnica v zvezi s tem? Ko pa pogledate na vzkrižno zaslišanje tožilstva, se zdi, kot da so bili skoraj pripravljeni na to pričo. In kaj bodo povedali, ker je bila ena izjava, in tukaj samo eno izpostavljam. Nekaj v smislu, da ni bil pripravljen, veste, po tistem, ko je Austin Metcalf odrinil Carmela Anthonyja, ni bil pripravljen. Pričakoval je, da ga bo nekdo odrinil nazaj, nekaj v tem smislu. Ni pa pričakoval, da bo Carmelo Anthony potegnil nož in uporabil takšno silo. Zdi se, da je tožilstvo v nekaterih teh primerih pripravljeno na morebitne obremenjujoče pričanje, kot je bila ta, o kateri je govoril ta študent.
Točno tako. In to je bistvo, o katerem sem govoril prej, Kris. Ko je obramba pripeljala to pričo, je pojasnil sodišču, da prej nista govorila. Ampak potem, ko tožilstvo reče, ja, govorili smo več kot 2 minuti. In sem si mislil, zakaj bi tožilstvo govorilo dlje z obrambo pričo? Ampak šli so po tej poti in zdi se, kot da je bil otrok pod neposrednim zaslišanjem in ne pod navzkrižnim zaslišanjem, ko so prišli govoriti s tožilstvom, ker je tožilec prihajal dol. Približno ista vprašanja, kot jih je postavljal njihovim študentskim pričam, ko so stopile na pričo, samo da je vzpostavljal prizorišče. In spet, glede na to, kar si pravkar izpostavil, je pričakoval le ta odriv nazaj. Ni ga zares skrbela. Opazoval je dirke in vse, kar se dogaja, ni pričakoval, da bo kdo potegnil nož, niti ga ni bilo strah ali ga je skrbelo zaradi situacije. Veš, niti ni imel občutka, da se bo zgodil kakšen pretep. In zaključuje tudi z besedami, da ni videl, da bi Austin Metcalf želel pretep. Jaz me povedal v svojem zadnjem odgovoru tožilstvu med navzkrižnim zaslišanjem, da meni, da je bil Carmelo v zmoti. In tako se je dan končal. To je bilo tik pred prekinitvijo in odmorom, prav tukaj, prav zdaj. Torej so tukaj dosegli nekaj zmag, Kris. Nekaj manjših zmag na strani obrambe. Rad bi, slišal več ugovorov obrambe, samo da bi, izgledalo, kot da gre za pošteno oceno tega, kar se je dogajalo. Ampak glede na priče, ki so bile danes poklicane in spet zelo zgodaj je še, ne vemo, kako bo izgledal naslednji teden. Jutri, v nedeljo, imajo prost dan. Ne vemo, ali bo Carmelo pričal. Ne vemo, ali bomo imeli kakšne močnejše priče. Ampak glede na naše priče, se zdi, da so začeli šibkeje, kot je bilo pričakovano. Ja, in če pomisliš tudi na poroto in na nekaj čustev, za katera vem, da si rekel, da si jih videl pri tistih porotnikih v primeru tožilstva, veš, in zagotovo ima to zgodaj svoj vpliv. Ni dvoma, da je to na kakršenkoli način tragedija. Videli bomo, kaj se bo zgodilo naslednji teden, ko bo obramba zdaj predstavila svoj primer, saj je Carmelo Anthony obtožen umora 1. stopnje. Videli bomo, kaj se bo zgodilo naprej. Cody Thomas, odlično delo, kot vedno. Core TV je v sodni dvorani za nas in pokriva to zelo odmevno sojenje. Hvala, ker ste bili tukaj. Hvala, ker ste me povabili, Kris. Kot vedno, vesel sem, da sem tukaj. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.